Lep pozdrav vsem skupaj, hvala Ivo za besedo. Tudi osebno bi se rad prijatelju Ivo Javnikarju zahvalil, ker po njegovi zaslugi sem Pavla Borštnika imel priliko sam osebno tudi spoznati. Vsi, ki se ukvarjamo z zgodovino druge svetovne vojne ali tudi druge svetovne vojne, se prej ali slej srečamo s tem imenom, Pavle Borštnik. Pavle Borštnik velja za sinonim tako imenovanih slovenskih četnikov. Torej pripadnikov jugoslovanske vojske v domovini, ki so se proti okupatorju borili izven institucije Osvobodilne fronte partizanskega gibanja, se ob koncu druge svetovne vojne umaknili večinoma preko Soče, nekateri preko avstrijske Koroške, pa to je druga zgodba, in preživeli ter potem delovali v emigraciji. In osrednja osebnost tega slovenskega četniškega gibanja je bil prav Pavle Borštnik. Pavle Borštnik je napisal ničkoliko prispevkov, člankov, tudi knjigo, Pozabljena zgodba slovenske nacionalne ilegale, izšla je pri Mladinski knjigi v časih, ko je bilo to še oportuno, da so izdajali kaj takega pred več kot 20 leti in je neka taka prva sinteza tega prostora in časa, nek drug pogled na protiokupatorski boj med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Pavle Borštnik je umrl pred dobrim letom. Ta knjiga, zelo zajetna, v tej zbirki Zapisi iz domstva, ki jo ureja naš že omenjeni gostitelj, prijatelj tudi in splošno poznavalec vsega, kar je povezavi za zgodovino, izseljenstvo in zamejstvo, Ivo Javnikar, je ta knjiga najbolj debela. Vam svetujem, da držite jo trdno v rokah, če pade na nogo, vam jo poškoduje. Knjiga ima več kot 600 strani. Zakaj to pripovedujem? Zaradi tega, ker je knjiga debela, ampak nič ni preveč. Nič ni preveč. Pavel Borštnik dejansko v tej knjigi, ki je neka vrste avtobiografija, opisuje to svojo zagonetno pot, ki jo je peljal iz mladosti v Ljubljani na Viču, kjer je bil rojen. Bil rojen v liberalni, torej Bekli Sokolski družini, leta 1925, 15. junija. To seveda v tistih časih nič posebnega ni bilo v smislu, da ne bi bili povezani z znamenito frančiškansko župnijo na Viču in kljub svojemu liberalnemu sokolskemu poreklu je bil tudi hodil normalno v verouku in tudi bil dejaven pri skavtu. Potem končal ljudsko šolo v Ljubljani, nižjo gimnazijo, potem se je pa po maturi upisal na Trgovsko akademijo. In zanimiv je stavek, ki lepo pokaže duh časa na Akademiji Trgovski v Ljubljani tistega časa, govorimo o poznih 30 letih 20. stoletja, citiram: Na akademiji sem se dobro počutil in vsaj v tistem prepričanju, da je tam vse bolj sproščeno, nisem bil razočaran. Potem nastopi druga svetovna vojna, nastopi okupacija in mladi dijak Pavle, star nepolnih 16 let, seveda se takoj priključi odporu. Januarja 1942 so ga Italijani aretirali in ga zaprli v šempetrsko vojašnico, ker je zbolel za davico in ravno da ni šel na drugi svet. Torej, lizali, da je preživel. Domov se je vrnil po 3 mesecih, bolan, umazan, obupan, ampak ko se je spet vrnil v šolo, so ga sošolci sprejeli maldane za narodnega heroja. Potem je obiskoval Trgovsko gimnazijo, po maturi se je pa odločil, da bo vstopil v nacionalno ilegalo, tako imenovane slovenske četnike oziroma pripadnike jugoslovanske vojske v domovini. Leta 1944 se je znašel na terenu pomeni na tistem širokem pasu okoli Ljubljane, južno in zahodno, tja proti Portugalskim Dolomitov, ki so jih te enote obvladovale. On se je priključil konkretno četniškemu notranjskemu odredu, ki je deloval predvsem v okolici Horjula, Kraljev, skratka na tem mejnem področju med nekdanjo kraljevino Jugoslavijo in kraljevino Italijo, in ki mu je poveljeval nekdanji aktivni poročnik Jože Saje-Gorjan. Zdaj, splača se prebrati v knjigi, kako je to njegovo četnikovanje potekalo, kako so dejansko bili vedno na pohodih, zelo ima občutek za podrobnosti,
ko opisuje svoje spomine za nazaj naš Pavle Borštnik in seveda zelo veje iz teh spominov dvojni duh. Duh neomajne pripadnosti slovenstvu in boj za svobodo proti okupatorju. Seveda z podtoni seveda jasnega antikomunizma, torej popolne antikomunistične nastrojenosti. Od konca druge svetovne vojne je dejansko se njegova enota umaknila preko Vipavske doline in preko Soče v noči na 1. maj 1945 pri Gorici prekoračila Sočo in se pridala Novozelandcem v okviru britanske 8. armade. Pavle Borštnik je bil v svojih spominih kritičen do sebe, do svojih sopotnikov, do upletenih v okupacijo, revolucijo, protirevolucijo, kolaboracijo na Slovenskem. In taka rdeča nit, ki se izrisuje skozi te spomine, bi jo lahko strnili v naslednjo poved ali dve. Po Borštnikovem mnenju so politični prvaki, njegovo mnenje, ob okupaciji, v začetku druge svetovne vojne, če hočete, napadu silov vsi na Jugoslavijo zagrešili dve veliki napaki. Bolj so se ozirali na mnenje ljudi, ki so pobegnili v London, torej londonsko vlado, kot pa na razpoloženje, ki je prevevalo ljudi, ki so ostali doma, zlasti v Ljubljanski pokrajini, ker so bile razmere seveda drugačne kot na Štajerskem, na Gorenjskem, ali pa če hočete tudi pod Italijo še pred drugo svetovno vojno. In druga napaka, ki se izrisuje v njegovih spominih, njegovih pogledih, je to, da namesto vsenarodnega skupnega načrta za odpor so stranke omejile odpor le na svoje člane. Bi se v marsičem lahko strinjali s pokojnim Pavletom Borštnikom. Ko se Pavle Borštnik umakne za svojo jugoslovansko vojsko v domovini s temi četniškimi enotami, ki so bile resnico manjše sile, vsak bataljon, vsak odred je štel tam 30 do 50 članov. Vse skupaj je bilo povezano v jugoslovansko vojsko v domovini, oziroma takrat že jugoslovansko narodno vojsko, pod poveljstvom četniškega generala Andreja Prezlja, so šli najprej v taborišča, Visko in potem Ričone in Čezeno. Na koncu so pristali v Eboliju pri Neaplju, ki je bilo neke vrste zbirno taborišče za jugoslovanske četnike, tudi slovenske znotraj jugoslovanskih četnikov. Tam je Pavle Borštnik živel v tem taborišču, tudi se kulturno udejstvoval, izdal tudi svojo pesniško zbirko, pisal je tudi prozo in ne bom vam zdaj bral njegovih pesmi, njegovih prvih pesniških poskusov, ki jih je napisal, izdal potem v knjigi Iz mojih temnih dni, pa so pa objavljeni v tej knjigi. Tako da imel občutek tudi za, čeprav sam nimam tega znanja, da bi ocenjeval njegove prve pesniške poskuse, se mi kot laiku zdi to zelo zanimivo branje. Tam je spoznal tudi eno izmed gospa, deklet, ki so spremljali to silno četniško vojsko, in jih 5 ali 6 Slovenk je bilo, med njimi je bila tudi Marija Grumova, ki je postala Pavletova prva žena. Doma je bila iz okolice Ljubljane, iz Malega Lipoglava, tam proti Vrhniki, in bila je njegova sodelavka v tehniki slovenske armade jugoslovanske vojske v Eboliju, pri Neaplju. Potem je začela počasi Italija prehajati v samostojnost izpod zavezniške okupacije, so jih preselili v nemško zasedbeno cono leta 1947 in potem so tam dobili prvega sina, sta se poročila v Eboliju, že dobila v Nemčiji prvega sina in jeseni 1949 se je družina z ladjo preko oceana odpravila v Boston in od tam v Cleveland. V Clevelandu, oni so najprej mislili tako, iskali so kot družina seveda možnost naselitve, bili so zmenjeni skoraj da grejo v Argentino, potem je prišla na vrsto Brazilija, no na koncu so se nekako srečno prišli še v Združene države Amerike. Pavel Borštnik je bil človek mnogih talentov, znal se je znajditi, najprej delal v hotelirstvu in gostinstvu, potem je bil pa tudi tovarniški delavec v Clevelandu, delal je ogromno po noči, pisal je prozo, pesmi, vse živo, deloval na kulturnem področju v clevelandski slovenski skupnosti
In leta 1960 je začel delovati na radijski postaji namenjeni narodnostim, ki so živeli na področju tega tedanjega pomembnega ameriškega industrijsko razvitega mesta Cleveland. V glavnem je potem obreden del v tovarni, tudi 10 let pripravljal dnevne novice na radiju in ob nedeljah tudi komentarje. In prav to delovanje na radiju v Clevelandu mu je odprlo pot v Washington na radio Glas Amerike, torej državno ameriško radijsko postajo, kjer je potem nekako od zgodnjih 60 let do 1994 do upokojitve deloval. In nazadnje je bil na tem radiju Glas Amerike tudi vodja slovenske sekcije. Tik pred upokojitvijo, leta 1993, leto dni potem, ko je Slovenija priznala Združene države Amerike, je v Ljubljani vodil tudi ameriški center oziroma ameriški kulturni center. Je bil bolj začasna rešitev, kot pa kakšna trajna rešitev. Pavel Borštnik je poznan po tem, da je veliko pisal. Ne samo pesmi in pa prozo, ampak tudi se je spravil na analizo medvojnih razmer, spravil se je na svoje avtobiografsko delovanje. Kot pisec je deloval v glavnem pri glasilu Klic Triglava, ki so ga izdali nekdanji, recimo temu liberalni borci, če hočete, nekdanji pripadniki jugoslovanske vojske domovine, še prej smo že omenili slovenskih četnikov. Izdajal je knjige seveda samo v izseljenstvu, tako v Torontu, kot v Londonu, kot tudi v Argentini. Omenili smo že njegovo knjigo, ki nam približa slovensko, recimo temu četniško gibanje, pozabljena ilegala, prva slovenska ilegala, torej, ki opisuje slovenske četnike. In po demokratizaciji, v katero je odkrito, iskreno verjel, se zanjo boril in tudi za slovensko državo, je začel objavljati tudi v domovini. Objavljal je v Mladiki tržaški, objavljal je predvsem v tedniku Demokracija, že od zgodnjih 90-ih let. In malo pred smrtjo, 2018, je objavil tudi leposlovno delo v angleščini Rhapsody in Red, ki govori o vojni in revoluciji na Slovenskem. Veliko si je dopisoval z raznimi raziskovalci na Slovenskem, ki smo se zanimali za drugo svetovno vojno. Meni je poslal en daljši zapis o četniškem delovanju na Primorskem, ki je bil deloma že objavljen v njegovem nekrologu v reviji Dileme, deloma še čaka na objavo. Dopisoval si je tudi z doktorjem Borisom Mlakarjem, dopisoval si je z nekaterimi drugimi tako imenovanimi raziskovalci za tako imenovane druge strani, vedno na področju oglašeno slovenskega, če hočete tudi širše jugoslovanskega četništva. Žena mu umrla 1996, to je ta žena Marija, ki smo jo omenjali, se z njo poročil v taborišču v Eboliju. Potem je živel z hčerko Marijanco in decembra 2008 se je ponovno poročil z Miro Adamič, vdovo Kosem, in sta živela tam na vzhodnem obrobju v Clevelanda, v lepi hiši na Borovničevem griču, Blueberry Hill. Tam so prenekateri pogovori z njim, z Ivotom, pa še s kakšnim prijateljem, potekali pozno v noč jeseni 2016, ko je tržaška Mladika izdala to knjigo in smo jo potem prvič predstavili v živo v Clevelandu. Moram, če mi dovolite, povedati, da je Pavel pustil neverjeten vtis name kot zgodovinarja in Primorca, s tem, da je, čeprav se je samo enkrat sprehajal po Primorski v tistih dneh, ko jo je zapuščal domovino, zadnje dni aprila 1945, je vendarle si še vedno skoraj faktografsko, geografsko znanje pokazal, da si skoraj vsi zapomnil, ko so se umikali po Vipavski dolini preko Gorice in čez Sočo k zaveznikom. Torej, vedno dejaven, vedno narodno zvest, vedno občutil pripadnost slovenstvu, vendar je njegovo delo, njegovo pisanje in tudi njegovo delovanje bilo hkrati nekoliko odmaknjeno od srednje slovenske emigrantske poti.
že zaradi bivanja dolgoletnega v Clevelandu in potem predvsem v Washingtonu in se samo ob koncih tedna in za praznike vračal v Cleveland. Po drugi strani pa zaradi njegovih analiz, še enkrat ponovimo, okupacije, revolucije, protirevolucije in kolaboracije. Zaradi tega je knjiga Pavla Borštnika Moj čas na več kot 600 straneh vsekakor vredna, da jo vzamete v roke. In Tržaški založbi Mladika čestitam še enkrat za smeli pogum, da so knjigo izdali. Je pa to zadnji izvod, ki je ostal od celotne naklade. Hvala lepa.